Matjaž Virant je vzbudil pozornost s kratkima zgodbama, s katerimi se je leta 2020 in 2023 uvrstil med finaliste natečaja revije Sodobnost, sicer pa skoraj ni objavljal, mogoče kakšno pesem. Roman Tudi smetarji pišejo lepe pesmi, ki jo je izdala založba Litera, prikazuje 38-letnega neuresničenega slikarja in pesnika. Večinoma v njem pripovedujejo bolj ali manj bežni znanci, vključene so tudi njegove pripovedi in tako se sestavi mozaična slika nekega mikro- in makrosveta. In Matjaž Virant je zdaj gost oddaje Šlo je, z njim se bom pogovarjal Vlado Motnikar. Dobrodošli v studiu, Matjaž Virant. Dober dan. Roman Tudi smetarji pišejo lepe pesmi je v podnaslovu označen kot zgodba o 5 obsedenostih. To so tudi naslovi posameznih poglavij. Če jih naštejemo, so to ustvarjalnost, telo, vojna, samodestruktivnost in smrt. Je to tisto, kar zaznamuje knjigo? Je to tisto, kar zaznamuje osebno osebo, mogoče kar vso družbo? Ja, v bistvu sem si tudi jaz dolg časa zastavljal vprašanje, kera je sploh ta rdeča nit oziroma izhodiščna točka, iz kere sem izhajal pri pisanju. In sem nekako prišel do te budistične misli, da je v človekovem življenju najpomembnejše vodilo so njegove želje, ne. Ljudje smo pa malo bolj zakomplicirana živalska vrsta in imamo različne želje, ker smo precej različni. Poleg tega nas pa seveda nam želje vceplja tudi sistema, ne. Že od nekdaj naše želje, naše ljubezni, naše potrebe usmerja sistema, ne. Prek raznih vzvodov, od kulture, religije, vzgoje, seveda, in tukaj pol lahko pride do konfliktov znotraj človeka, kot bom rekel, med konfliktom med posameznikom in družbo, ne. To je, bom rekel, neka osnovna tema mojega romana, ker so v bistvu te obsesije niso nič drugega kot samo potlačene želje, ki se nekako razbohotijo v neko mogoče že patološko obliko. Omenili ste budistično izhodišče, daleč od tega, da bi bila to tema romana, ampak vendar, predvsem na začetku je tudi krajši odlomek o tem, bi mogoče lahko to slišali. Ja, v bistvu v romanu sta dve glavni osebi. Poleg tega Jakoba, ki ste ga omenili kot nerealiziranega umetnika, je druga oseba, je neka gostinka Margita. In po tem pogovoru ji pač on razkrije, da je ona njegova muza, in pol se zapletata po pogovoru kreativnosti, ustvarjalnosti in mu ona pove svojo izkušnjo, kako je bilo, ko sta s prijateljico Elo potovali po Kambodži in sta tam spoznali nekega budističnega meniha. To je predvsem na začetku romana. S filozofskim uvodom je, to moram priznati, nam je naredil močan vtis, saj na katerega pa ne bi. A žogica je bila sedaj na moji strani in pred gospodom intelektualcem nikakor nisem hotela izpasti kot trapasta s pokončnostjo riti in barvo nohtov obremenjujoča se avša, zatorej sem odložila pladenj, si popravila lase, napela možganske celice in z nekoliko zasanjenim glasom rekla: ja, razumem, kaj misliš. S prijateljico Elo, s tisto tiho črnolasko, veš, kar precej potujeva, in kakšni 2 leti nazaj sva nekaj dni preživeli ob ruševinah budističnega templja Angkor Wat, kjer sva spoznali ostarelega v tišini in samoti gozda živečega meniha. Spominjam se umirjenosti, neskončne tišine in harmonije, s katero je bil ta človek prežet, in dokaj dobremu obvladovanju angleščine navkljub je le redko spregovoril. Zdelo se je, kot bi se besedam najraje izogibal, kot bi jih spoznavajoč njihov manipulativen potencial še najraje puščal drugim v uporabo. Margita, vedeti moraš, da so besede pogosto bolj ubijalske od krogel, je na primer rekel nekoč. Nekega dne pa se je nad nami utrgala tropska nevihta in zelo sva se bili prisiljeni zateči pod krov njegove skromne, iz bambusa izdelane koče. 2 ženski, ujeti v intimni prostor nekega asketa, sva seveda povzročili pravi val nelagodja, a napetost je počasi popustila, začeli smo se pogovarjati in prav njegova takratna misel, naključna ne obstajajo,
In prav vse na tem svetu se zgodi z nekim razlogom, mi ob tvojih besedah pride na pamet. Hja, smešno pravzaprav. Kaj je smešno? Pa to, kako človek na prelomnicah svojega življenja vselej spozna univerzalno uporabnost tako imenovanih starih modrosti. Očitno smo ljudje že zdavnaj izrisali slike vsega, kar je zares pomembno. Ukvarjamo se le z izpeljankami, z niansami nekih prazgod. Spominjam se, kako sem na primer kot srednješolec po eni strani dobesedno vpijal vse te zgodbe o umetnosti, rojeni iz bolečine neuslišane ljubezni, saj veš, o Prešernu in Juliji, o Dantiju in Beatriče. Po drugi pa sem si mislil, ja, ampak to je bilo včasih, danes pa je povsem drugače. Toda kaj? Toda tistega trenutka, ko sem te prvič zagledal, me je ustvarjalni koncept, umetnik, muza, dobesedno pokopal pod seboj in hipoma mi je postalo jasno, da se tekom stoletij ni nič bistvenega spremenilo in da prav ti poseduješ energijo, ki jo iščem že vse življenje. Zdaj imamo glavna junaka, 38-letnega J.H., poznaje zvemo, da je Jakob, in pa leto starejšo Margito Ivanovno. Predvsej različna sta si. On je nesojeni slikar, ki se odpove zunanjemu svetu, bolj ali manj zavestno. Ona je pa popolnoma nasprotje tega, uspešna lastnica manjšega bifeja, aktivna, do njega včasih pokroviteljska, fatalka je, ne? Posmehljiva včasih, tudi nasramna. Omenili smo 5 obsedenosti na začetku, ampak največja obsedenost pa ni imenovana njegova zaljubljenost. Ja. Zakaj? Ja, ne vem, ko ljubezen ni tako, ta zaljubljenost med njima, pa tudi ljubezen nasploh, verjetno povezana z vsemi temi obsesijami. Predvsem na začetku romana se pojavi nek lik neke upokojene knjižničarke, ki v bistvu pač to misel izreče, da se ljubezen lahko zelo hitro tudi destruktivno stran prevesa, ne. Težko bi stlačili ta pojem samo v eno poglavje, ne? Ja, to je vse navzoče, ne. Roman se začne kot kriminalka, Ja. nato se razpre. Trupel ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes in seveda pogrešana ta dva glavna lika. Bralčeva preiskava pa je bolj osredotočena na tisto prej, na njegov značaj, v glavnem na njegov značaj. Ja. Kako je to nastajalo? Kako ste to pisali? Mene ta kriminalka, kakor jo poznamo iz, ne vem, Agate Christie ali pa Conana Doyla, ta, kakor pravi Štefančič, whodunit kriminalka, meni nikoli ne vem, koliko zanimala. Zmer so me bolj zanimale psihološke, te whodunit kriminalke, ki je v bistvu šlo za to, kaj je nekega človeka naredilo, ne vem, morilca ali pa kriminalca ali pa karkoli, kjer so bile te potlačene čustva, ne vem, mogoče kakšne zlorabe v preteklosti, ki so se v njemu kuhale, pa so pa ob nekih bolj močnih doživetjih, prelomnicah, v nekih nesrečnih križiščih raznih vplivov privedle do nekih mogoče tragičnih ali pa takih dejanj, ne. Ta geneza me zanima. V bistvu je bilo pa tako, sedaj spomnim, ko sem pisal, ne, na začetku to sploh ni bilo načrtovan kot kriminalka. V bistvu sem to sam neke fragmentirane zapiske si delal in pol vem, da sem šel kot teč in med tekom sem dobil to idejo, da bi bila to neka kriminalka in se mi je tudi cela že ta krožna, bom rekel, zgradba izrisala. V bistvu dostikrat stvari nastanejo same od sebe. Pisatelj je nek vrste stvaritelj, ne? Ja. Mimogrede, vseh teh 5 poglavij se začne s uvodno pesmijo. Ja. In prva, jo bom kar prebral, gre nekako takole. Si kdaj poskusi ustvariti svoj svet, ga naseliti s svojimi angeli, svojimi hudiči, mu vdihniti svojo ljubezen in svojo norost, postati sam svoj bog? Si kdaj poskusil? Ni lahko. Lahko je slediti tropu in verjetno utečenim lažem. Ja. To je tudi vloga pisatelja, ne? S temi dilemami se ukvarja, ko piše in že prej verjetno. Ja, definitivno. Saj to pol noter v enem poglavju bolj natančno razložim, ko se sooč s tem, da mogoče on tudi kot pisatelj ali pa oziroma kot umetnik bo lahko tudi kakšno tragedijo povzročil ali pa kaj.
skozi to spozna, se tudi sooča s tem destruktivnim potencialom umetnosti. Ljudje dostikrat umetnost napačno interpretirajo kot, to je pa nekaj lepega, to je pa nekaj že samo ustvarjalnega, a ne. Ampak v bistvu je dostikrat tako, da umetnine ali pa umetniki, ki so imeli zelo močen naboj, bom rekel, ustvarjalen, so dostikrat, sploh če se niso znali na nek način distancirati od svoje umetnosti, jih je znalo to tudi potegniti v bolj destruktiven vijak. Mislim, vsi poznamo Vincenta van Gogha pa Rimbaudja pa te njihove življenjske zgodbe. Samo v bistvu si pa jaz, dokler nisem se začel s tem romanom zelo intenzivno ukvarjati, nisem razumel čisto točno teh zgodb, teh ljudi, da pa se mi zdi, da to tudi nekako malo bolj razumem. Glavna oseba je smetar, odrinjen nekako na rob družbe, recimo bolj proti dnu, ne na rob. Po drugi strani se pa ves čas sklicuje na knjige, na filme, na glasbo, na vse mogoče umetniške, sodobne in starejše zvrsti. Obojega se zaveda, svojega položaja in svoje razgledanosti, zato je hkrati samozavesten in negotov. Kako je bilo to izrisati? Tak notranji razklan človek je. In meni to niti ni bilo tako težko, ker je v bistvu veliko temu človeku nekih avtobiografskih potez. Vedno so mi bili zanimivi ti ljudje, ki so nekako prihajali iz bolj delavsko-kmečkega okolja, pa so se pol nekako uspeli uveljaviti bodisi v umetnosti, bodisi v znanosti. Kljub temu, da mogoče ni bilo teh pričakovanj strani družbe, ti boš pa umetnik, zato je tvoj oče tudi ali pa kaj takega. No, niti podpira ga, ne, družba. Pol se nekako soočaš, se nekako vidiš, kako to je. Ampak, če imaš res talent, znaš po moje to celo v svoj prid obrniti, da v bistvu napišeš nekaj ali pa ustvariš nekaj, ker mogoče nekdo, ki je bolj bil podprt, mogoče prikažeš še ne vidike, ki jih on mogoče ne more, ker ni tega doživel. Če nekdo dela kot smetar, bi rekel, da te hrbet boli ali pa kaj takega, pa da imaš slabo plačo pa to. Ampak jaz sem prav tista, recimo, ko on se patološko boji tega smradu, da v bistvu da neprijetne vonjave oddaja in to verjetno še izhaja z tega, ki je na kmetiji odraščal. Se pravi, je zelo ta odrinjenost na rob družbe prikazana tudi na tak zelo organski način, telesni. In dostikrat je res tako, ko hočemo povedati za nekoga, da je nekaj manj ureden, dodamo pač ta pridevnik smrdljivi. Samo mogoče prav to res tisto, ki nas, ful definira, pa se tega niti ne zavedamo, te telesne funkcije, kaj naše telo sporoča, to se on dostikrat sprašuje, od tega, takrat, ki je treniral, ki je bil tak, kaj Schwarzenegger, kaj je takrat moje telo sporočalo, kaj sporoča zdaj, ko, tle smrdim, pa pijem per. To je meni ful zanimivo, da znaš res na elementaren način prikažati in to je po moje težko prikazati, če nisi ti bil sam v tej vlogi. Mogoče bi bil tu primeren odlomek, prej smo omenili, da se veliko krat sklicuje na glasbo, tudi glasbo. Med njimi je Richie Edwards, kitarist skupine Manic Street Preachers. Bi mogoče z odlomkom to ponazorili, ker mislim, da se kdaj čuti kot on, Nekaj ur pozneje sedim v pol temi svoje sobe. Zunaj se je razdivjala poletna nevihta, ali pa se mi tako samo zdi. Prisluškujoč udarjanju kapal ob okensko steklo in zavaljen v slanjač opazujem na slikarsko stojalo vpeto platno. V tehniki akvarelna slikana in po vertikali razpotegnjena kompozicija prikazuje do pasu razgaljeno ikono britanskega roka 90-ih Richia Edwardsa, zavitega v nekaj, kar spominja na zastavo cesarstva vzhajajočega sonca. Pod površjem prosojno blede, s cigareto ožgane in z britvijo razrezane kože se razločno izrisujejo obrisi okostja, izstopajoča rebra, jasno viden obris ključnice in komaj obstoječe mišice na ramenih, rokah in prsih odražajo močno podhranjenost portretiranca. Temno rjave inteligenco izražajoče oči pa bodi si pravkar opazujejo
zgolj genialnim upom dostopne svetove, bodi si odražajo zadetost od antidepresiv in pomirjeval. Tudi sam sem zadet, priznam. Ta svet se svojo mešanico nasilja in razžarjene seksualnosti namreč občasno izkaže kot prenaporen zame. Takrat zajem benzodiazepin ali 2 in potem ves razkoščičen ter obdan z bombažnimi balami omame strmim v portret svojega alter ega. Njegova anoreksično aseksualna, k samu trpinčenu nagnjena duša se mi v takšnih trenutkih zdi nedopovedljivo blizu, kot bi šlo zadev mene. Hvala. Še vedno govorimo o romanu Tudi smetarji pišejo lepe pesmi. Matjaž Virant je avtor in tudi zdaj z njami v studiu. Usoda Richija Edwardsa je mogoče junaku blizu, ne? Mogoče se malo spogleduje s to njegovo neodrinjenostjo, pač trudom, da bi nekaj dosegal, ampak osebnostno pa mogoče bil drugačen kot ostali. Ja, to pa ta neverjetna razgledanost na raznih področjih, od politike do tega, pa te neki intimni problemi z anoreksičnostjo, z alkoholizmom tudi. Po drugi strani pa tudi ta zgodba namiguje na mogoče razplet cele zgodbe o Jakobu pa Margiti, kako se je ta zgodba končala. Čeprav v Riči zgodbe v bistvu ni bilo nikoli dobila čistega epiloga, ker njegovega trupla niso nikoli našala, sam verjeten, da je res takrat skočil z tistega mosta v Bristolski zaliv, No, se in je tudi, zavedno izginil. tudi v romanu točno ne zvemo, kaj se je zgodilo z njima. Ja, sej. Namigov je pa kar nekaj. Ja, Nekje drugje Jakob, torej ta glavni junak, razmišlja o tem, kako sta bolečina in užitek eno. Se pravi, bolečina je senzor, opozarja na nevarnost in zahteva pozornost. Je tudi to tisto, na čemer raste njegova ustvarjalnost, ki sicer ne pride toliko do izraza, ampak ni mogoče zanikati. Ja, verjeten. Očitno je, da ta človek pozna Desada, ki ga tudi neki drugi navaja. Po en stran gre za namik na BDSM, seksualnost, po drugi stran gre pa za zgodbo o tem, kako kar nekje umenniku Desadovo misel, da se ljudje delimo na te, ki hočemo biti lastnina, pa na one, ki hočejo biti lastniki, da smo vsi nekako tudi s pomočjo ljubezni vpeti v nek sistem, kjer je pač vsak dolžen igrati neko vlogo, kjer neke absolutne svobode sploh ni. In tudi ljubezen je nekaj, kar nas v bistvu zasužnjuje in nas ne dela svobodne. In kar nam povzroča bolečino in je mogoče ta desadovska filozofija sam najbolj do skrajnosti prignana oblika ljubezni. Mogoče. O Jakobu nekaj izvemo iz njegovega pripovedovanja, se pravi tisto, kar se je dogajalo kdaj prej. Še več pa iz pričevanj njegovih prijateljev, sošolcev, sošolke, kameradov v bifeju. Precej različno ga vidijo, tudi Margita marsikaj pove o njem. Si izmišlja različne oznake, gospod svobodno razmišljajoči mu reče, ali pa gospod simpatični, gospod delno alkoholizirani Picasso. Ja. Koliko se opažanja drugih ujemajo s tistim, kar sam vidi v sebi? Ja, to je nekaj, kar je mene tudi zelo zanimalo, kako nas ljudje sploh zares vidijo. Mogoče ima res najbolj celostni pregled njegov prijatelj Andrej, ki sta bila skozi sošolca. Zanimivo pri Margiti mi pa bilo, da ona je v bistvu z drugega mesta pa sploh ni vedela, v bistvu. Ona je imela njega res skozi umetnika, ona ni vedela, da se on preživlja kot smetar, ona je pač mislila, da je on uspešen umetnik, da od tega živi itd. Šele tik preden se spreta, se on v bistvu razkrije, kakor da je v resnici smetar, pa te zadeve, ki so se jih prej pogovarjala. Tako da ja, tudi meni se zdi to zanimivo vprašanje, kdo v resnici sploh smo, kako nas drugi vidijo, kako sami sebe vidimo. In tudi moram priznati, da ko sem knjigo pisal, da sem tudi svojo lastno identiteto začel nekako kar malo pod vprašaj postavljati, kdo sem jaz sploh v resnici. Pa to, ja,
neka večno vprašanje, kdo sploh smo, ne. Po eni strani je to že neko tako klišejsko vprašanje, ki si ga ves čas zastavljamo, po drugi strani se pa v resnici zelo malokrat, bom rekel, res srečamo z njemu in mogoče je res prav pisanje ta dejavnost, ki te dostikrat postavi na laž v tem, kdo v resnici si, ali pa kako te drugi vidijo, ali pa iz kje sploh izhaja ta podoba o nas samih, a imamo to noter v sebi, ali je to seštevek tistega, kar drugi hočejo videti, da smo mi in podobno, ne. So pa ta vprašanja dragocena, ne? Kdo smo, kdo sem? Ja, mislim, bolj kompleksen človek, ki si, bolj se to sprašuješ, a ne. Jaz imam občutek, da kakšni ljudje jim je že bilo tako jasno, a ne, sploh mi, ko smo bolj odraščali še v tem enopartijskem sistemu, je bilo kar nekako jasno, a ne, da šel v srednjo šolo, pol šel k vojakom, pol se sporočil, pa to. Jaz sem šel nekaj časa po tej poti, pa so me pa te življenjske okoliščine pripeljale spet na začetek, v to pozicijo umetnika, a ne, ko sem jaz že kot otrok sem zmer bral pa risal pa to, pa me pa življenje odpeljalo v drugo smer, ampak me je ta neka vsaj mogočna usoda, rečemo, pripeljala spet nazaj na pravo smer. Ja, opažam pa to recimo, a ne, zanimivost, da lih včeraj sem se z eno prijateljico, mislim, ona je moja kineziologinja, včasih z njo treniram in kako ona recimo bolj svobodomiselno gleda na stvari, kakor jih recimo jaz pa moja generacija, a ne. Koliko se mi je z njo, kljub temu, da je 20 let mlajša od mene, lažje pogovarjati o vsem, pa se hecati, pa ne vem, srečam kakšne recimo moje sošolce še iz Kamnika, koliko so recimo veliko bolj netolerantni do nekih družbenih sprememb. To je meni nekako prav fascinantno, no, ne vem. In se mi zdi, da se tudi v tem romanu dosti s tem ukvarjam, s tem prelomom med enoumjem pa pol, ko se ta zgradba enoumja poruši, pol enkapenih idej, nekih konceptov, ki so bili prej prikazani kot patologija, ne vem, zlovešči, karkoli. Vidimo, da je to čisto normalno, da je to nekaj, kar nas bogati. In to sem jaz hotel prikazati, ne, da bomo pač nekako se bomo mogli naučiti sobivati z drugim. To je še eno sporočilo tega romana, če sploh je kakšno sporočilo. Da moramo pač sprejemati drugega takšne, kakršni smo in se pač tolerirati, če že ne drugega, ne vem. Bi pa težko rekli, da je nestrpnost oziroma netoleranca značilna za nek sistem, ne. Bila je prej in je zdaj, ni odvisna od družbenega sistema. Ja, mislim, pač Jakob razmišlja, ne, spoznavamo njegov značaj, ampak tudi njegovo razmišljanje, opazuje družbo, svet, pravi, ta svet je, kot pravijo, nadvse raznolik. Nekatere stvari me motijo, druge spet ne. Vedno težje pa prenašam eno stvar, in sicer, da vse skupaj postaja zverenjak neobrzdanega pohlepa, vse splošne brezobzirnosti in opustošenja na tako rekoč vseh področjih družbe in da nam ne vladajo več razmišljujoči k napredku temelječi idealisti, marveč brezsrčni psihopati z bankomatom namesto srca. Ja. 6 vrstic pa se da kar precej pojeti o njih, ne? Ja, čeprav mogoče to ni tako pomembna njegova trditev. To je nekako bilo rečeno v zanosu, a ne, kaj je. Moramo vedeti, da njega zelo bremeni ta kompleks, ko manj vrednosti, zaradi tega, ker je Margita v vezi z nekim zdravnikom in on zelo, bom rekel, potencira to vlogo, da je on manj vreden od tega zdravnika, pa da je ta zdravnik blazno bogat, ampak v resnici tudi vemo, da ni čisto tako, a ne. Ko vedemo tudi Margitino zgodbo, a ne, mislim, tudi njen pogled. In da tudi Margita ni neka težka materialistka, ki išče samo materialno korist v medčloveških odnosih. Seveda je v redu nekako materialno preskrbljen biti, ampak tudi ta materialna prinese nekega notranjega zadovoljstva, nekega notranjega bogatstva. To pač človek kopič zmeraj več ima, ampak se tudi zapleta noter v nek pohlep, pa v neke paranoje, da mu bo kdo kaj vzel. Tako da ja, mislim, da je kar dobro tam napisan pol, ko se nekje debatirata o kaj sploh je sreča, kaj naj bi optimalno srečo prinesel človeku v življenje. Ko pač ta Margita reče tako, mislim, precej poenostavljeno, da pač najbolj pomembna je pač ta uravnovešenost med tem, kar daš, pa tem, kar vzameš, v smislu pozitivnega, ne. To je to. Ja, mogoče ta sistem, ki smo zdaj
to ni lih najbolj naklonjen, ampak se mi zdi, da se spreminja, ne? Da živimo v nekem spreminjajočem sistemu, kjer mora človek skozi malo se učiti, pa malo se informirati, pa malo kritičen biti do vsega. V enopartijskemu je bilo pa pač bolj tako, ne? Da so ti povedali, ti pa pol sam v Bogu. Ne? Končajva pa s tistim, o čemer precej premišljuje Jakob, o umetnosti seveda, ne? Ja. Kako jo vidi, kakšno je njeno poslanstvo, kako vidi umetnika kot osebnost. Mogoče on to skoraj vidi kot nek klic vpijočega v puščavi, a ne. In ga človeka, ki je pač malo izven, malo bolj na robu, pa ki zato ni toliko potegnen noter v te družbene manipulacije, pa ki mogoče tudi malo izven časa pa prostora stoji, razmišlja, kako je bilo včasih ves čas, pa kako bo v prihodnosti, a ne. In hoče s to umetnostjo nekako sugerirati, če drugim ne unim, ki njegovo umetnost spremljajo, kjer je napake ne ponavljati, kako se malo učiti, kako zgodovina se ponavlja. Te, ki nas vodijo, imajo pa svoje računice, a ne. Umetnik jih pa mogoče ni malo, kako bi rekel. In mogoče malo bolj pošten. Končajmo s to mislijo in s pogovorom o knjigi Tudi smetarji pišejo lepe pesmi. Hvala, Matjaž Virant, za obisk. Ok, hvala vam, pa hvala vsem, ko boste to poslušali, pa če boste prebrali, bom pa sploh vesel.